Paket, ki odhaja iz Tokija in paket, ki odhaja iz New Yorka, lahko prispeta na tvoja vrata ob natanko istem času, ker sta se oba ustavila v Anchorageu. Mesto, za katerega večina ljudi misli, da je oddaljeno, zamrznjeno in daleč od vsega, je v resnici pravzaprav v središču vsega. Če pogledaš širše, je Anchorage ravno med dvema največjima gospodarskima območjima na Zemlji. In to je šele začetek. To mesto tiho presega vsa pričakovanja in ima vpliv, ki mu ga ne morejo slediti niti mesta 10-krat večja od njega. Kako lahko kraj, ki je videti tako odmaknjen, postane tako močan? Za začetek je Anchorage srce Aljaske. Več kot tretjina prebivalstva zvezne države živi tam. Ta koncentracija mu daje izjemen nadzor nad gospodarstvom, potovanji in infrastrukturo države. Skoraj vsak, ki pride na Aljasko po kopnem, bo šel skozi Anchorage. Na prvi pogled je Anchorage odrezan od bližnjih mest. Ni regionalnih rezervnih ali nadomestnih možnosti. Toda resnica je, da se vsi ključni sistemi, leti, tovor in povezave stekajo v to eno središče. Mednarodno letališče Teda Stevensa v Anchorageu vsako leto prepelje milijone potnikov in opravi več kot 100.000 pristankov, kar je več kot 4-krat več potniškega prometa kot v Fairbanksu, edinem drugem večjem središču v državi. Sledenje tovora v realnem času in optimizacija omogočata učinkovito premikanje pošiljk tudi v ekstremnih vremenskih razmerah na Aljaski. Sledenje tovora v realnem času in optimizacija omogočata učinkovito premikanje pošiljk tudi v ekstremnih vremenskih razmerah na Aljaski, zaradi česar je to ključen člen v svetovnih dobavnih verigah. In tukaj je nekaj, na kar večina ljudi nikoli ne pomisli. Če to letališče preneha delovati, se farmacevtske hladne verige sesujejo, proizvodne linije avtomobilskih delov v Detroitu se ustavijo, sveži morski sadeži pa nikoli ne prispejo v New York. Eno letališče, eno mesto. In posledice dosežejo vsako poseljeno celino. Toda tukaj postane zanimivo. To je kraj, kjer se križajo dolgoprogaške letalske poti, kjer se tovor preusmerja in kjer potniki prehajajo, ne da bi sploh vedeli, kako pomembno je to postajališče. Iz Anchoragea je 90% razvitega sveta dosegljivih v 9 urah in pol leta, česar ne more trditi nobeno drugo večje letališče na svetu. To pomeni, da lahko prevozniki iz Azije naložijo težje pošiljke z manj goriva, se ustavijo v Anchorageu za ponovno polnjenje goriva in nato nadaljujejo v Severno Ameriko s tovorom, ki ga ne bi mogli prepeljati brez postanka. Letališče je drugo najbolj prometno tovorno letališče v ZDA in četrto na svetu. FedEx, UPS in ameriška poštna služba imajo tukaj glavna vozlišča. Aljaska je tako ključna za ameriško poštno in paketno omrežje, da ima posebno zvezno dovoljenje, ki omogoča premikanje tovora med različnimi letali istega tujega prevoznika brez dodatnega pregleda. To je privilegij, ki ga nima nobeno letališče v celinskih 48 zveznih državah ZDA. To bi lahko imenovali majhen prihranek časa, vendar v resnici skrajša dostavne roke za več ur, zmanjša obratovalne stroške in spremeni Anchorage v magnet za svetovno logistiko. Celotne Združene države Amerike in Kanada ležijo na eni strani. Na drugi strani Pacifika pa so velikani, kot so Japonska, Kitajska in Južna Koreja. Tovorne poti iz Rusije pa lahko potekajo naravnost čez Arktiko in Pacifik, zaradi česar je Anchorage naravna kontrolna točka za težke pošiljke, ki potujejo med celinami. In zdaj so to opazile tudi potniške letalske družbe. Zdaj zahtevajo enako prilagodljivost tudi za potnike, kar bi lahko Anchorage spremenilo iz tovornega vozlišča v pravo svetovno tranzitno središče. Moč Anchoragea sega tudi od neba do morja. Pristanišče Aljaske pretovori 95% rafiniranih naftnih derivatov v državi in skoraj 3/4 vsega tovora, s čimer povezuje ključne vire z letališčem in naprej. Vsaka pošiljka, ki gre skozi, ohranja skupnosti v pogonu, podjetja odprta in infrastrukturo oskrbljeno z gorivom. In to je tudi dobičkonosno. Pristanišče Aljaske ustvarja dovolj prihodkov, da financira lastno širitev in nadgradnje, hkrati pa plačuje pristojbino mestu, ki pomaga pri delovanju lokalne uprave. Njegova najpomembnejša naloga je dostava goriva za ogromno vojaško bazo in mednarodno letališče v mestu, s čimer zagotavlja nemoteno delovanje v vseh letnih časih. Tudi po zimi, ko se Nick Arm zamrzne, pristanišče neprekinjeno obratuje. V zadnjih letih je pristanišče pretovorilo več kot 5 milijonov ton goriva in tovora. In ker prebivalstvo in industrija Aljaske rasteta, bodo te številke le še naraščale. Zagotavljanje hrane in goriva za Aljasko je ključnega pomena, saj proizvede veliko več, kot porabi. Leta 2024 je bil BDP Aljaske nekaj manj kot $70 milijard, pri čemer večino predstavljata nafta in plin. Nafta iz Prudhoe Baya potuje skozi Anchorage.
In ta tok ni le lokalen, temveč strateški. Ker vsak sodček, ki potuje proti jugu, krepi energetsko neodvisnost ZDA, zmanjšuje odvisnost od tuje nafte in državi daje večji nadzor nad lastno oskrbo. Nafta, namenjena mednarodnim trgom, običajno potuje na tovornih ladjah proti Pacifiku. Manjše, visokovredne dobrine pa potujejo po zraku prek letališča Ted Stevens. Skupaj Aljaska vsako leto izvozi za približno 7,2 milijarde dolarjev blaga, vključno z izdelki kot sta morski sadeži in surova nafta. Medtem ko nekateri manjši ladijski in letalski prevozi odhajajo z drugih letališč in pristanišč, je Anchorage edina osrednja lokacija, ki je sposobna obvladovati obsežen ladijski promet, ki jo zahteva aljaskin cvetoči izvoz. Verjetno bo to še pospešilo val ljudi, ki prihajajo v mesto v iskanju težkega, intenzivnega, a zanesljivega dela v odilnih aljaških panogah. Večina Aljaske se pozimi ustavi, Anchorage pa ne. S temperaturami nad lediščem 7 do 8 mesecev na leto pristanišče ostaja aktivno, baza deluje in letališče obratuje. In ko se to obdobje podaljšuje, se povečuje tudi prednost Anchoragea pred vsemi drugimi mesti v državi. In ko vremenske razmere ob vodi postajajo manj intenzivne, postajajo leti na in iz letališč lažji. Toda Anchorage ima še enega asa v rokavu. In medtem ko se druga območja spopadajo s težavami, lahko Anchorage še vedno žanje koristi. Arktika se odpira, temperature naraščajo hitreje od svetovnega povprečja, ledeniki se topijo in ladijske poti se začenjajo pojavljati. Območja, ki so bila nekoč prekrita s permafrostom, so zdaj vse bolj odprta za sezonske dejavnosti. In razlog za to je očiten. Aljaska se segreva 2 do 3 hitreje od svetovnega povprečja. In to bi lahko preoblikovalo Aljasko za prihodnje generacije. Od leta 1971 so se temperature okoli Anchoragea dvignile za 2 stopinji Fahrenheita, medtem ko se je v regiji North Slope temperatura zvišala za 6 stopinj Fahrenheita. Ko se severna morska pot popolnoma odpre, ladja, ki potuje iz Rotterdama v Yokohamo, skrajša svojo pot z 11.200 navtičnih milj na približno 7.000 navtičnih milj. Pri tem pa prihrani približno 2 tedna in več $100,000 na potovanje. Ko arktične ladijske bližnjice postajajo vse pogostejše, mora vsaka ladja med Evropo in Azijo pluti v bližini Anchoragea pod njegovim nadzorom. Mesto postane pomorsko ozko grlo, ki se lahko kosa celo s hormuško ožino. Tajanje permafrosta, daljše sezone in odprtje ladijskih poti prinašajo tako izzive kot strateške priložnosti, zaradi česar je Anchorage v vse bolj ključnem položaju za energijo in trgovino. A to ni brez posledic. Nafta in zemeljski plin sta glavna povzročitelja podnebnih sprememb. Obseg črpanja tukaj pa je morda razlog, zakaj se to območje segreva hitreje kot skoraj kjerkoli drugje na Zemlji. Toda tisto, kar se globalno vidi kot dolgoročna kriza, bi lahko kratkoročno ustvarilo nove priložnosti za domačine. Ko se led topi in se razmere spreminjajo, se prej nedostopni viri in trgovske poti začenjajo odpirati, kar postavlja Anchorage v še bolj strateški položaj kot prej. Toda to bi lahko pomenilo več kot le priložnost. Lahko bi spremenilo podobo zvezne države. Trenutno je kmetijstvo na Aljaski zelo omejeno. Rastna sezona je kratka, zime so dolge in preživijo le najbolj odporne kulture. To pomeni, da je treba večino svežega sadja in zelenjave uvažati iz celinskega dela Združenih držav, pogosto po visokih cenah, včasih pa pridajo po dolgem prevozu, kar vpliva na kakovost. Ta omejitev se začenja krhati. Ko temperature naraščajo, se obdobje za kmetovanje podaljšuje. Kar je bilo nekoč nemogoče, počasi postaja mogoče. Daljše rastne sezone, večji pridelki in večja raznolikost. Pridelava sadja na Aljaski, ki je bila nekoč skoraj neobstoječa, bi se lahko začela širiti. Če se bo ta trend nadaljeval, bi lahko država sčasoma prešla iz odvisnosti od uvoza do tega, da bi pridelala dovolj, da bi lahko nekaj svojih pridelkov pošiljala na jug, s čimer bi dolgoletno slabost spremenila v novo gospodarsko prednost. In z vsem tem gospodarskim in strateškim dogajanjem, ki se tukaj združuje, varnost ni več izbira, postane ključna. Anchorage je bil vojaška prioriteta že pred tem, ko je bila Aljaska država, in razlog za to se ni spremenil. Zato ni presenetljivo, da niso varčevali pri obrambi. Leta 1935 je general Billy Mitchell, oče ameriških letalskih sil, rekel kongresu: "Verjamem, da bo v prihodnosti tisti, ki ima Aljasko, imel svet v rokah." In Anchorage je trdnjava aljaškega gospodarstva in prebivalstva. Da bi do njega prišli z oceana, morajo ladje pluti po zalivu Cook, nato pa vijugati skozi ožji Nick Arm. Tam leži mesto. In tik ob njem je združena baza Elmendorf-Richardson. Oddaljena? Absolutno. A hkrati ena najmočnejših vojaških baz v Združenih državah.
Tukaj se prva obrambna linija Združenih držav sreča s pacifiškimi in arktičnimi grožnjami. Združena baza Elmendorf-Richardson, kjer živi več kot 40 tisoč ljudi, leži na robu mesta in zaznava morebitne grožnje iz Pacifika in Arktike, hkrati pa gosti ključne raziskave o ledu, ladijskih poteh in energetskih virih. Vsaka raketa izstreljena iz Rusije ali Kitajske proti celini bi bila najprej zaznana tukaj. Skoraj vse glavne operacije na Aljaski, od poveljstva Aljaske do regionalnih sil NORAD-a, so osredotočene okoli Anchoragea, kar združuje ključno obrambo v eno strateško točko. A to še ni vse. Pod arktičnim krogom naj bi se nahajalo približno 13% svetovnih neodkritih zalog nafte in 30% svetovnih neodkritih zalog zemeljskega plina. In ena najpomembnejših poti do teh virov poteka skozi Anchorage. Kdor nadzoruje to mesto, nadzoruje najbolj sporen koridor virov prihodnjega stoletja. Za razliko od večine vojaških baz, ki so odmaknjene na obrobje mest, se skupna baza Elmendorf-Richardson nahaja neposredno severno od sosesk Anchoragea. Njena prisotnost ni nekaj oddaljenega. Povprečen prebivalec njen vpliv občuti vsak dan. To je največji delodajalec v mestu. Zvezne naložbe v regijo pa bodo verjetno le še naraščale. Prihodnje grožnje to naredijo še toliko bolj pomembno. Čeprav Rusija danes predstavlja manjšo skrb, vzpon Kitajske naredi Pacifik potencialno žarišče. Anchorage je ameriško protiutežje, druga točka napada, bastion odziva in projekcije moči. V konfliktu s Kitajsko z uporabo konvencionalnega orožja bi bil Pacifik prvo bojišče. Havadži bi bili očitna začetna tarča, kar bi spominjalo na presenetljivi napad iz druge svetovne vojne. Medtem ko Havaži absorbirajo prvi val, bi ZDA lahko sprožile odziv iz skupne baze Elmendorf-Richardson. Anchorage gosti tudi ključne arktične znanstvene in energetske raziskovalne programe, ki vojaškim načrtovalcem in podjetjem zagotavljajo podatke o razmerah na ledu, ladijskih poteh in razpoložljivosti virov. To je zmogljivost, s katero se lahko primerja le malo mest na svetu. Vojaški in gospodarski sektorji Aljaske delujejo usklajeno. Skupna baza Elmendorf-Richardson ne odvrača le morebitnih groženj, temveč poganja mesto, katerega pristanišče in izvoz ohranjata svetovno trgovino v gibanju ter krepita status Anchoragea kot središča vpliva. Vse to pa ima tudi zelo resne slabosti. Ogrevanje voda že ogroža življenjska okolja lososov in s tem eno najpomembnejših industrij na Aljaski. Hkrati pa so koristi lahko ogromne. Lažji dostop do nafte in zemeljskega plina, daljše delovne sezone in nova območja, ki se odpirajo za raziskovanje, bi lahko prinesli veliko več prihodkov, kot jih izgubimo, vsaj na kratki rok. In vsa ta dejavnost, energija, ladijski promet, logistika, mora potekati skozi eno mesto. Nihče ne ve natančno, kako se bo to odvijalo, vendar je Anchorage že zdaj v položaju, da prevladuje. Obramba, svetovna trgovina, dostop do Arktike, energija, vse se sreča tukaj. Mesto, ki je izgledalo kot rob sveta, se izkaže za njegovo težišče. Anchorage ni le na zemljevidu, ampak ga začenja tudi obvladovati. Hvala, ker ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.